Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Pretekli mesec je na slovenski trg prišel nov borzni posrednik, ki ponuja cenovno zelo ugodno trgovanje, celo nakup in prodajo slovenskih delnic za le €1 na transakcijo. Sočasno provizije znižujejo tudi drugi brokerji. Kaj se torej dogaja na trgu borznih posrednikov, kako zamenjati brokerja, kdaj zamenjati brokerja, se to sploh splača, na kaj biti pozoren torej pri sami izbiri brokerja in kakšni so ceniki. O tem se bom pogovarjala z Matejem Šimnicem iz Capital Genetics, ki je pripravil tudi tabelo brokerjev, ki jih najpogosteje uporabljamo Slovenci. Povezavo do te tabele objavim v opisu epizode. Z nami pa je tudi Nikola Malkovič, ki smo ga tudi že enkrat gostili kot neodvisnega traderja, zdaj pa kot predstavnika oziroma tudi kot tradera, ampak s trgovalne platforme Optim Trader. Zdravo obema. Živijo. Živijo. Evo, od oktobra dalje je na slovenskem trgu na voljo aplikacija Trade Republic. Gre za nemški fintech oziroma samo rok. Ponujajo mobilno aplikacijo za nizkostroškovno investiranje in varčevanje za prebivalstvo. Brokerje pa nadzorujete tako nemška centralna banka Bundesbank in agencija za trg vrednostnih papirjev BaFin. Med investitorji so tudi nekateri težkokategorniki iz Sicilijeve doline, kar pa seveda ni merilo za uspeh ali preživetje. To smo tudi videli zdaj v zadnji zgodbi FTX. V naš prostor je ta platforma vnesla na nek način vznemirjenje, na eni strani za vlagatelje in na drugi strani za brokerje. Še zlasti zato, ker Trade Republic v bistvu ponuja mimo Ljubljanske borze trgovanje z 10 slovenskimi delnicami za relativno ugodno ceno €1 na transakcijo. Je pa treba seveda poudariti, da je ta platforma namenjena v prvi vrsti manj zahtevnim investitorjem in v končni fazi ponuja tudi omejeno količino finančnih inštrumentov, so pa močni na področju varčevanja. Preden gremo na kratko izjavo Osvalda Zalharja, ki je deželni menedžer pri Trade Republic za avstrijski, slovaški in slovenski trg in smo jo posneli na našem dogodku MoneyHow Live, bi vaju Nikola in Matej vprašala, kako vidva gledata na prihod tega neobrokerja na slovenski trg. Matej, boš ti začel? Mislim, prihod vsakega novega konkurenta je pozitivno, še posebej zdaj tukaj, ker slovenskimi delnicami ni možno trgovati pri tujih brokerjih oziroma nimamo možnosti dostopa do slovenskih delnic pri najbolj razširjenih platformah na slovenskem trgu. Sicer se že nekaj časa napoveduje, da bodo slovenske delnice tudi prišle na Interactive Brokers, ampak zaenkrat se še ni tukaj premaknil, tako da je taka konkurenca sigurno nekaj pozitivnega oziroma lahko privede do tega, da se bodo tudi ostali igralci mogoče premaknili pa videli potencial, da tudi oni pristopijo k Ljubljanski borzi oziroma na kakšen drug način omogočijo dostop do slovenskih delnic. Nikola, ti? Mislim, Matej je tako fenomenalno tole zdaj povzel, da nimam kaj dodati, mogoče poleg tega, kot pravim, da je to super, zato da mogoče se ostali tudi brokeri, ki so tudi popularni zelo v Sloveniji kot Interactive Brokers, da se mogoče malo zmigajo, ker že nekaj časa se govori, da bi Ljubljanska borza in seveda ostale borze, Zagrebška, v Pragi borza in tako naprej, prišle na platformo. Definitivno je pa to tudi pozitivno za ljubljanski trg, oziroma za slovenski trg, glede na to, da je likvidnost dokaj nizka. Seveda, tle ne moram pričakovati za nekih hudih playerjev, ker so bolj kot ne to platforma za retailere, ampak vseeno, pa €500 nakup pa pač malo pomaga pri likvidnosti. Tako zagotovo dobrodošel tale prihod Trade Republica. Dajmo zdaj poslušati izjavo Osvalda. We have a surprise guest today, Oswald, who's a country manager for Austria, Slovakia and Slovenia at Trade Republic. Yes, hello. Hello. Thank you for having me. Oswald, how do I pronounce your surname? Salher? Salher, yes. Oh, Salher, great. Austrian, yes. Trade Republic is one of the fastest growing neo-broker in Eurozone. We can download your app in Slovenia. Exactly. Yes. Last week.
since Tuesday last week. Yes, it's true. I also did download your app. I did test it, and I think it's really user-friendly. And it has one specific thing that we are all looking for. We can buy Slovenian stocks. 12 Slovenian stocks we can buy on your app. Yes, and I did it myself today on the way from Vienna here to Ljubljana. And now I'm a very proud holder of 2 stocks from Slovenia. Which to start? Krka and Slovenia Telekom. Wow. I'm not sure about that decision about Telekom Slovenia, but Krka is great. We have a few questions for you. Just a second. Okay, one of the main concern of our listeners is they're concerned about safety of your platform. In the case, for example, in the case of bankruptcy of Trade Republic, what happens to our cash and securities? So Trade Republic is the German regulated bank based in Berlin, and we are supervised by the BaFin, the German regulator. So I would say this is one of the best regulators in Europe, and the stocks and shares are separated by the capital of the company. So if the company goes bankrupt, the shares and stocks from the customers are separated. Maybe you can explain who are the investors behind the Trade Republic. These are the very well-known companies from US, like Sequoia, and very few others, very prominent. You can read it on our website. And who is your typical user? So I'm in this industry since more than 25 years, and the typical user was, until a few years ago, male 35 or 45 to 75. And this changed in the last few years since it became easier to use apps. And now our typical user is between 80 and 35 or 30 or 45. So younger people and almost everybody. Since we have this high inflation and low interest rates, everybody is infected by this and needs to do something against the inflation. And so everybody is welcome to become a customer from Trade Republic. I know that Nicola is trying to buy stock now. It's not possible at this time. So maybe just one more question. How do you get access to the Slovenian market, and how do you execute our orders actually? So it is possible to buy even Slovenian stocks right now because until 11 p.m. because we use a liquidity provider, and if outside their regular trading hours, we use this liquidity provider. And I bought a stock right before 10 minutes ago, Krka. And I tried if we can also buy fractional shares. That means if you don't have enough money to buy a full stock, you can just invest, let's say, 50 euros on Krka, and you will be executed immediately. That's what I did. And it costs €1. Exactly. Each execution costs €1. How can you survive? €1 commission. So we have. We built our platform from scratch, and we do not offer everything like other brokers. So we don't offer 20 different stock exchanges, but just one in euro. And we have this liquidity provider, and so very low costs. And that's maybe the secret of our business model. Thank you very much, Oswald. Nicola, do you have any question? It's extraordinary to have €1 per trade in Slovenian market. Yesterday I tried to buy, and you said today from 11 you could buy, because yesterday we couldn't buy the Slovenian stocks. I have to say the process is definitely quick. I opened the account in 2.5 hours. Even Maria didn't believe me. She said, you also, yeah. It's really fast and it's really nice. But the question that Maria has is really intriguing. €1 Slovenian stocks, that's, I know that Ljubljanska Borza has, Commissions are too high in Ljubljanska.
Yeah, so you're not connected to Ljubljanska borza then. I mean, I know if it's a secret or something, but I thought that brokers should be connected to Ljubljanska borza. No. So first of all, we use this liquidity provider, and if he doesn't sell it on the stock exchange in Ljubljana, he can use the spread. So the difference between buy and sell price, and that's a part of the profit he gets, and we share this profit. So this liquidity provider is the member of Ljubljana Stock Exchange. I mean, Yes, but he just buy as many as he needs. So if customers of us sell and another one buys, so there is no need to buy the stock on the stock exchange here, just the overhead. You can discuss details later. Thank you very much, Oswald. One thing to add. So we have our pricing with €1 per trade, but if you buy ETFs or stocks through a savings plan, so the savings plan is cost-free. Okay, thank you very much. Se pravi, tukaj on pove v izjavi glede propada, kaj se zgodi v primeru propada in kaj se zgodi z dividendami. A smo še kaj Kaj pa se takega? zgodi? Kaj se pa zgodi, Marja? V primeru propada, ločena so sredstva. Če pride do propada, pač čakaj sem sekundo, ti takoj povem. Imetnik delnic je vedno stranka, na vse zadnje ponujamo pravo trgovanje z delnicami, ne z izvedenimi finančnimi inštrumenti. Tudi delnice in ETF-i so ločeni od lastniškega kapitala Trade Republic, ki je organizirana kot banka v Nemčiji. V primeru insolventnosti sredstva vedno pripadajo strankam. Poleg tega Trade Republic nadzira BaFin, a sem prav izgovorila BaFin? Je. Verjetno najstrožji regulatorni organ v Evropi. Tako je odgovoril Oswald, ki smo ga gostili na našem dogodku. Zdaj tukaj vsaj nekaj marketinga, ne? Ker vsak reče, veš, BaFin nas nadzoruje in po možnosti še zdaj bilo precej debat, da je bil FTX, je bil revidiran strani pač kar nekih revizorskih družb in zdaj, če smo pa z neko Big Four, smo pa v redu. Wirecard je bil reguliran strani BaFina, pač Wirecard. To je največja propad. Jaz se s tem strinjam, totalno se strinjam. To ni nobena garancija, da je pa vse v redu v ozadju. Konec koncev je tudi ta broker relativno mlad, recimo novinec na tem trgu, ampak ne glede na to, navkljub temu, da pa ti imaš tudi neko dolgoletno tradicijo, pa tudi ni spet neka garancija, da je pa vse v redu. Mislim, to smo tudi videli cel kup teh zgodb v ozadju. Povej, Nikola, vidim, da mi prikimavaš. Ne, v bistvu res je. So neke tle regulativne omejitve, pač imamo neke procese, ampak tako kot si povedala, na koncu, kljub temu, da so sredstva po pravilih segregirana, tako denarna kot vrednostni papirji, še vedno lahko pride do nekih kriminalnih dejanj znotraj družbe. Ne? In glede na to, da regulacija oziroma, tako bi rekel, dejansko večja je verjetnost, da če neko mlado podjetje, da je manj teh kontrolnih točk, da lahko pride do teh dogodkov. Če neka stabilna firma, mogoče tudi trguje na borzi, mora uradno poročati, je več teh vmesnih korakov, ki preprečujejo pa zmanjšujejo možnost, da pride do teh kriminalnih dejanj, kakor da recimo sredstva, ki so segregirana, se uporabijo za druge namene. Ne? Pač marsikater drug namen, ki nima veze z poslovanjem. To govoriš o Interactive Brokers, ki je v bistvu delniška družba, kotira na borzi in v bistvu v vsakem trenutku lahko preverimo njihovo poslovanje, pogledamo v konec konca tudi v finančne izkaze. Ne? Tako je. In ker trgujejo tudi na borzi, morajo vse te poročila delati in pač večja je varnost, recimo, kot pa nekoga, ki mogoče ni na borzi, pa je mogoče privatna firma. Je pa tudi mogoče zdaj res, da smo tudi malo okuženi zaradi tega FTX-a in propada te zgodbe, mogoče to slabo luč meče ne samo na te kriptomenjalnice, ampak posledično verjetno lahko slabo luč meče tudi na neobrokerje, neobanke in se mi zdi, da to mogoče zdaj niso v najbolj takem ugodnem položaju lahko zaradi tega. A se strinjate s tem?
Ja, jaz se definitivno strinjam, ljudje so postali malo bolj pozorni, ne, na to varnost brokerja. Ne. Tako kot smo se pogovarjali, kljub temu, da brokerji imajo vse te zahteve imajo po regulaciji, kot pravim, vprašanje, kako je to interno zrihtano, ne, kako je to urejeno interno, tako da jaz mislim, večje kot ima neko podjetje tradicijo, dlje časa na trgu, teže pride do kakšnih teh mahinacij. Se to me je ful fascinantno, ko govoriš. Se ni mus, da gledamo samo brokerje pa kriptopanogo. To, če pogledamo izven tega, vidimo cel kup mahinacij v podjetjih, ki so borzna podjetja. Konec koncev, samo če pomislimo oziroma pogledamo, zdaj mi pač pade samo ta podjetje trenutno v glavo, to je Volkswagen, cel kup nekih štal je bilo v ozadju Volkswagena, pa to gre za podjetje z neko tradicijo, za borzno družbo, a veš, mislim, pa ne veš, kva se točno dogaja v ozadju. Ampak govorimo, to so res ekstremi. Mislim, da sem tako rekel, vedno je tle človeški faktor. Ne? Mi kot ljudje bomo vedno iskali, no mogoče mi iz te vzhodne Evrope ali pa srednje vzhodne Evrope, bomo vedno iskali neke načine, kako iti mimo nekih pravil in seveda nismo mi edini. Tudi, kot si že povedala, tudi v Nemčiji, povsod po svetu se iščejo ta siva cona, ne, tako da to dejansko niti ne moreš preprečiti, pač z nekimi pravili, regulacijo lahko to omejiš, ampak na koncu bo ljudje vedno nekako jih bo ženo nek pohlep, vse podjetništvo je, želimo višji dobiček, boljše rezultate in potem včasih iščeš te sive cone in nekaterim uspe, nekatere najdejo, nekatere ne najdejo, tako da pač to je malo loterija, če lahko temu tako rečem. Res je. Ti, Matej, pred časom smo naredili v bistvu pregled vseh brokerjev, ki jih v bistvu Slovenci uporabljamo, vsaj v večini primerov, seveda nekateri lahko tudi kakšne druge. Ta seznam sem objavila na spletni strani, seveda bom dala povezavo tudi na ta seznam, ki smo ga oziroma ga bomo posodobili in dodali tudi seveda Trade Republic. Na tem seznamu imamo cel kup nekih brokerjev, vse od eToro, Trading 212, tudi Optim Trader smo dali, imate dva različna kategorije, če temu lahko tako rečem. Seveda Revolut, ki je neobanka in ponuja tudi ne samo kupovanje oziroma investiranje v nekatere specifične delnice, ampak tudi kriptovalute, potem CapTrader in pa mislim, da med Slovenci vseeno še vedno najbolj priljubljen Interactive Brokers. Kaj si ti recimo ugotovil oziroma kaj ti ugotavljaš, da je ena ključna razlika med vsemi temi brokerji? Mogoče Matej, če lahko čisto hiter narediš en sken. Ja, mislim, tisto, kar je za vlagatelja tukaj zelo pomemben, je par stvari. Prvo, jasno bo zelo velik, jih bo pogledal na strošek, kakšni so stroški trgovanja, koliko je uporabna sama aplikacija, kateri instrumenti so na voljo pri posameznih brokerjih. In pa jasno, pač določeni imajo še zmeraj željo pač trgovati na domačem trgu, to se pravi dostopnost do slovenskih delnic in tako naprej. In jasno, kar vidimo je, da so dejansko slovenski brokerji so precej dražji in z vidika cene zelo težko konkurirajo tem sploh spletnim platformam, ki ne nudijo nekega supporta oziroma je zadeva zelo tehnično dovršena in na kateri seveda jasno raje izberejo nekega lokalnega brokerja, plačujejo nekaj več in pač imajo možnost poklicati nekoga dobiti v slovenskem jeziku na drugi strani. Zdaj, jasno, to ima pa svojo ceno. Točno lepo si povedal, to ima svojo ceno. Pred časom je nek v bistvu iz neke brokerske hiše prepričeval, da imajo tudi oni možnost varčevanja v ETF-ih, skratka, ampak pod črto pa tudi predizpolnjene davčne obrazce, ampak pod črto tudi vse to je treba plačati. To ni v sklopu te osnovnega paketa, če lahko tako rečem. Nikola, povej. Mislim, ja, res je, ja, pač to so neke dodatne storitve, ki jih pač treba nekako zračunati. Seveda, če želiš imeti vse avtomatiziran, pač tisti, kot je Matej povedal, tisti trgovalci, investitorji, ki jih pač ne zanima, ne rabijo tega, bojo itak gledali samo ceno. Bojo gledali na strošek, seveda, mislim, da je zelo pomembna tudi sama varnost, ker na koncu, ko se potencialno ta kupček poveča in je to relativno velik kupček, ne želiš, da ta kupček izpuhti po 5, 10, 15, 20 letih. Tako da mislim, da prva pomembna lastnost je varnost brokerja. Tako da
regulacije to mora biti, ne, da so pač to regulirani borzni posredniki. Potem pa seveda so različni brokerji, ki, kot Matej povedal, ponujajo dodatne storitve, te storitve stanejo in se vsak posameznik se pol odločiti, ali je cena te dodatne storitve upravičena. Ne. Torej nekateri, kot si že povedala, izpolnijo vse za davke, torej tako napoved za kapitalske dobičke, kot napoved za dividende, in nekateri želijo to imeti vse urejeno. Ne? In pač zato, kot pravimo, te pač plačajo malo višjo ceno. Ne? Pa še hkrati, da imajo neko podporo, da lahko pokličejo, da se lahko zmenijo, če so kakšne tehnične težave, da ni treba pisati mailov, pa čakati na maile, da to naredijo v lokalnem jeziku. In jaz mislim, da tudi to še vedno ima nek svoj prostor na slovenskem trgu. Ne? Pa ne samo na slovenskem, verjetno tudi kje druge, sploh kakšni Nemčiji, ki imajo veliko bolj zakompliciran davčni sistem, kar se tega tiče. Mogoče, Matej, če bi lahko povedal, kaj je razlika med brezprovizijskimi in pa diskontnimi brokerji. To je eno tako zelo pogosto vprašanje, ki ga dobimo. Diskontni brokerji so znani, pa so že precej časa na trgu. Takoj, ko se je izpostavil nek internet oziroma možnost trgovanja prek spleta, so se te diskontni brokerji začeli pojavljati. V Sloveniji je bil recimo pred 10-15 leti e-trade zelo popularen, tudi zelo poznan po zelo inovativnih oziroma zanimivih reklamnih kampanjah. Zdaj je pa najbolj razširjen sigurno Interactive Brokers. Gre pa tukaj za to, da provizije še vedno so pa zelo, zelo nizke. Na drugi strani imamo zdaj te zero commission oziroma brez provizijske brokerje, eToro, Trading 212, potem Trade Republic in tako naprej. To so pa brokerji, kjer dejansko mi ne vidimo, da plačamo provizijo. Moramo pa biti vseeno pozorni, ker velikokrat te brezprovizijski brokerji trgujejo preko posrednikov. Običajno gre to za večja podjetja, ki se ukvarjajo s high frequency tradingom in se postavljajo v mesti in delajo dejansko, vračajo kickbacke oziroma za ta order flow plačujejo. Uporabnik pa na račun, v bistvu rezultat tega pa je, da uporabnik dobi nekoliko manj ugodne tečaje. To se pravi, ko kupuje pri malenkost višji ceni, ko prodaja pri malenkost nižji ceni. Zdaj mogoče še ena stvar, ki je mogoče tukaj zapovedati, da so vsi te zero commission oziroma brezprovizijski brokeri so na trgu izzivalci. To pomeni, da v glavnem so to podjetja, ki so na trgu mogoče 5-10 let in so praktično še vedno startupi in v mnogih primerih niso profitabilna podjetja to. In veliko teh podjetij se zanaša na investicije VC skladov in dotok denarja z privatnega trga in tukaj se zadeve vemo, da so se v zadnjem letu dveh izjemno spremenile in je čedalje težje priti do tega denarja, oziroma bodo do tega denarja prišla podjetja, ki bodo tudi uspela svoj posloven model dokazati v trenutnem medvedjem trgu. Ja, zdaj, če malo špekuliramo, vsak v bistvu medvedji trg ali pa recesija nekako očisti trg. Kaj tukaj lahko pričakujemo? Lahko pričakujemo, da mogoče bo kakšen znana brokerska brezprovizijska platforma mogoče celo izginila. Zdaj to je čista špekulacija, ampak Nikola, kaj ti misliš? Jaz mislim, te večje, da ne bojo, ker so že tako velike, da seveda ni to sedaj pogoj, ne, ker smo videli pač tudi z FTX, ampak to je čist drug trg, ne, ker ni reguliran. Ampak jaz mislim, da ne bo, mogoče se poslovanje zmanjša, ampak da bi pa prav se zbrisali, pa mislim, da ne. Glede na to še vedno to so regulirani borzni posredniki, zdaj ne govorimo o tistih market maker brokerjih, ki so pač ne na Cipru, pa ali pa kjerkoli pač na takih državah, ker mogoče ni taka regulacija, ampak jaz mislim, da ne. Bi pa poudaril, tako kot ima te povedal pri teh brokerjih, je zelo pomembno to, da ljudje še vedno tudi nas kličejo in rečejo, ja, tam pa ni stroškov, ne, tam pa ni provizije, ne, ker ne,
človek ne vidi bid-ask spread, torej razpon med nakupno in prodajno ceno, misli, da je to normalno in pač kupuje in misli, se jaz kupujem no commission, se nimam nobene provizije, kar je pa nekako lažje to skriti, kot pa da plačaš $1, $5, $3. Tako na to boste zelo pozorni, ker te razponi so definitivno večji, lahko pa tudi kljub razponu, ne, se zgodi, da še vedno je lahko nek ponudnik cenejši. Ne. To smo tudi videli, ko smo delali analizo zdaj nazadnje, da je tudi ta razpon med nakupno in prodajno prisoten pri nekaterih domačih slovenskih brokerjih. A ja, tudi te, ki so direktno na Ljubljanski borzi poslujejo. Tudi. Zanimivo, ja, ok. Skratka, to nisem pričakoval, iskreno. Ja. No, vidiš, Ja. se tudi to dogaja. Sicer razlika ni tako velika in dramatična, ampak cent na cent pa se pa nabere, ne? V glavnem, okay, a gremo kar naprej. Zdaj, ko govorimo o kriptomenjalnicah, vem, da imajo posamezniki več teh računov. Ko govorimo pa o brokerskih računih, se mi pa zdi, da se ta številka nekako skrči in se mi zdi, da imajo enega maksimalno do 2 brokerja. Se strinjate s tem? Ja, jaz se definitivno strinjam. V bistvu, kar mi vidimo, je tak trend, da večinoma imajo stranke nekako brokerje v Sloveniji zaradi slovenskih delnic in nekako jih pač tam imajo ali parkirane, ali pa pač z njimi malo trguje, investirajo, potem pa imajo še enega brokerja za tuje trge, ne, za vse ostale trge. Tako da jaz mislim, da je to trend sedaj, ne, če bo Interactive Brokers pripeljal tudi ta naš trg, mislim, da se bo to tudi skonsolidiralo potencialno, ne. Ampak ja, zaenkrat mislim, da več kot 2 trgovalna računa, vsaj iz naših izkušenj, stranke nimajo. Ja, ravno zaradi tega je mogoče ta Trade Republic tudi zanimiv, ker ponuja tudi mimo Ljubljanske borze trgovanje s slovenskimi delnicami za relativno zelo ugodno ceno, €1 na transakcijo. To lahko mogoče kakšnemu odškrtne domačemu brokerju biznis. Mislim, zagotovo lahko. Sploh jaz mislim, mlajša generacija, ki je tehnološko bolj napredna, bo zagotovo mogoče poskušala to. Jaz bi pa tako rekel, nekako ta generacija srednjih let in gor, mogoče se ne bo šla toliko ukvarjati s tem, ker pač je mogoče to, ne vem, ali prezapleteno, ali mogoče ne zaupajo to, še vedno bolj zaupajo nekem lokalnem igralcu. Zagotovo pa bi rekel mlajša generacija. Marja, recimo je vprašanje tudi, ko imaš ti izkušnje, ne? A mlajša generacija trguje slovensko borzo, ne? Tako. Mislim, marsikateri mlad človek reče, ja, dividende so kar zanimive, ne, mogoče pa bi, recimo naše prve delnice, ki smo jih kupovali, so bile v bistvu slovenske delnice, zdaj mogoče mlajši kupujejo kakšne druge, a ne, so mogoče bolj atraktivne njim, ne vem, ampak vsem ta opcija zdaj je za neko relativno ugodno ceno na voljo, ne? To zagotovo, ja. To pa definitivno. Mislim, da če že nekdo želi, če je nekoga že zanimalo, pa se ni upal, mislim, da zdaj ima pač eno priložnost, da poskuša na en relativno pocen način priti tudi do slovenskega trga. Zanimivo je pa tudi to verjetno prihaja iz tega sveta kripta, ta user experience, ta kako v bistvu vabijo oziroma kako te peljejo skozi postopek odpiranja računa. To je postalo za temi neobrokerji, pač tudi bankami konec koncev zelo poenostavljeno. Recimo pri nas ni možno odpreti bančnega računa na daljavo, medtem ko mi lahko odpremo brokerski račun na daljavo brez problema. Kako gledate recimo na to? Jaz sem recimo ogorčena, da moram dejansko fizično na banko slovensko odnesti svoj dokument, zato da ga oni tam, da imajo moj najnovejši dokument, oziroma je problem vse zmeniti se nadaljavo, oziroma odpreti račun je pa sploh nemogoče. To je v bistvu prikazuje, da smo res nekje čist za cajtom, po domače povedal. Nočem biti zelo nasramna, ampak dejansko se mi zdi, da je to en velik minus. Mislim, gre tukaj za nek legacy, a ne? Bistveno lažje narediti, ko nekaj gradiš znova, a ne? Je narediti to od začetka, tako kot mora biti, a ne? In to sprogramirati, kot pa nekaj zdaj ustavljati v bančno IT arhitekturo, ki pač že z regulatornih vidikov imajo dostikrat banke probleme, da jim sistemi padajo dol oziroma ne delujejo tako, kot bi morali. Tako da jaz čist razumem, da so banke tukaj počasne oziroma da zelo težko te IT novosti vključujejo notane. In tudi marsikdo
bo na spletu oziroma najdemo komentarje, kritike za Interactive Brokers, da je spletna aplikacija manj uporabna kot pa oziroma manj uporabniku prijazna kot pa recimo nek eToro, Robinhood in podobni, kar je spet pač posledica tega, da je v ozadju neka starejša infrastruktura, ki jo je zelo težko nadgraditi, obenem imajo pa tudi obstoječi uporabniki mogoče drugačna pričakovanja kot pa te novi. Tako da je tukaj pač težko reči, kako to spremeniti oziroma se bo to sploh kdaj spremenilo. Mislim, tle se zdaj pogovarjamo o bankah. Ne? Recimo, banke so res mogoče malo zaostale, ampak z vidika borznih posrednikov, brokerjev, mislim, da skoraj vsak broker že omogoča video identifikacijo, da odpreš račun, ne rabiš fizično biti. Jaz ne moram zdaj govoriti za naše lokalne ponudnike, ampak vse ti, ki so bolj spletni, mislim, da noben ne rabi biti prisoten, ne, fizično, vse to naredimo prek spleta. Zagotovo pa mogoče za Interactive Brokers bi pa rekel, gledam, da smo mi pač tudi njihov partnerji, pa da so se izboljšali z vidika spletne platforme, ki so jo tudi posodobili zadnji 2 leti. Mislim, zadnjih 2 letih so jo malce posodobili, da so se približali tem user experience, ker so prej imeli katastrofalni user experience platformo, ne, z UX-om, ampak da to gre na to, tudi mobilna je dokaj enostavna, mogoče ni toliko zgamificirana, ne, kakor so recimo ostale, ampak še vedno je pa relativno enostavna. Ne? Tako da tudi pri nas vidimo, da moram priznati, veliko strank trguje prek mobilne. Ne? Dejansko pač te, ki niso tako aktivne, kupi, prodaj, kakšne ETF, kakšno delnico, mobitel odpreš, kupiš, prodaš in enostavno zadeva je zelo enostavna. Ne? Zdaj, a je to dobro ali ne z vidika uspešnosti trgovanja, druga zgodba, ker seveda, ko imaš nekaj na mobitelu, si pol tudi engagement, kar pomeni, da spremljaš, gledaš, ne? In dostikrat vemo, da če gledamo sam statistiko, bolj ko si aktiven, pada ta verjetnost uspešnosti, ne? Ampak zagotovo pa tudi te brokerji, ki so dlje časa na trgu, grejo v to smer, da vsaj na mobilni pa na spletni zadevo zelo, zelo poenostavijo. No? To je res, ja. To je res, ja. Če pa želiš napredno funkcijo, imaš pa pol platformo, ki jo namestiš na računalnik in potem pač izkoriščaš tudi to, ampak to je pa za tiste bolj napredne trgovalce, ki so mogoče veliko bolj aktivni. No, teh bolj naprednih trgovalcev je procentualno v bistvu manj kot pa recimo tisti mogoče recimo temu hobi trgovalcev, ki kupujejo več ali manj ETF-e, mogoče kakšne te večje ameriške blue chipe in to je to. No? Mislim, da v povprečju večinoma na tak način kupuje, investira. Ja, mislim, da v Sloveniji počasi se, mislim, da je že trend, ne, tudi zaradi tebe, Marja, in ostalih, ki nekako informirajo trgovalce o možnostih ETF-a in dobrih strani ETF-ov, tako da tudi mi vidimo, da je ogromno strank tudi dejansko šlo v ETF-e in tudi nekako vrčuje preko ETF-ov za dolgoročne cilje, tako da jaz mislim, da se je tle zaznal zelo močan trend. Ne. Je še vedno ta skupina majhna v primerjavi z recimo vzajemnimi skladi, z industrijo vzajemnih skladov, ki še vedno ima, vidimo, dokaj dobre prilive, industrija raste, seveda se konsolidira, ampak raste, tako da, ampak se pokaže te začetki, no, da tudi ljudje izkoriščajo te dobre lastnosti investiranja v ETF-e. Se strinjam, ja. Mogoče zdaj, ko si že omenil vašo platformo, pa mobilne aplikacije in vse živo in ETF-e, pa bi te takole vprašala. Zdaj Interactive Brokers je precej znižal stroške transakcije, 3 evre recimo za ETF-e. To je ena taka zelo spet privlačna neka cena za nakup. Vemo, da v Sloveniji, če bi trgoval preko slovenskega brokerja, je cena bistveno višja. Kako pa na to gledaš? Mislim, to je definitivno super. Ne? Tudi Interactive Brokers se je odločil znižati te cene, da se nekako tudi konkurirajo lahko tem neobrokerjem. Ne? In so oni to tudi izkoristili, tudi strošek neaktivnosti so ukinili kakšno leto nazaj, ne? Ki je nekako bila tista edina prava omejitev mnogih, da so se odločali za njihove partnere ali pa podobno. Tako da jaz to definitivno pozdravljam. Gre tudi ta trend upada teh provizij. Zdaj mislim, da v Evropi ničnih provizij ne bomo imeli, ker še vedno ne moramo imeti tega koncepta, kot ga imajo Američani, da lahko prodajaš kvote tem high frequency traderjem, ne, tako da jaz mislim, da vedno bojo neke provizije. Zagotovo pozitivno je pa pravim spet, ne,
če pa želiš kakšne dodatne zadeve, pa za to treba plačati, pa to pol višji strošek pa lahko pomeni večjo provizijo, če dobiš še kakšne ekstra zadeve, ker pač na Interactive Brokersih, če greš direktno na Interactive Brokers, ni pač podporo imaš v tujem jeziku, glede davkov se moraš sam ukvarjati, tako da mi kot njihov partner smo pa se nekako tle našli in nudimo to podporo za tiste stranke, ki jo želijo, nekaj več plačajo, ampak dobijo pa to ekstra podporo, ki jo pač mi nudimo. Ne. Tako da mi tudi najdemo nek svoj prostor tle med vsem zelo poceni brokerjem pa tistim, ki so relativno dražji brokeri, recimo slovenski brokeri za tuje trge. Ja, na našem Discordu recimo imamo kar nekaj teh zanesenjakov, ki v bistvu si pomagajo z različnimi aplikacijami, tako da tudi te aplikacije jim pomagajo pri izpolnjevanju teh davčnih napovedi. Matej, a lahko mogoče ti poveš, da ne bomo zdaj pozabili omeniti, katere so v bistvu vsi stroški, se pravi provizije za nakup, prodajo, potem ta razlika med nakupno in prodajno ceno, a je mogoče še kaj takega, na kar moramo biti pozorni? Sem pri slovenskih brokerjih imamo še ležarnino. Dobro, pri slovenskih, ja. Okay. Recimo. Jaz sem mislila, da govorimo za tujih, ampak lahko tudi slovenske obdelamo. Ja, pri tujih je pa ta spread, o katerem smo govorili oziroma si ga že omenila. Velikokrat imamo menjavo valut oziroma stroške short pozicije, oziroma kar se meni recimo dogaja, da Interactive ni avtomatično pretvarjal mi valut in ostanejo pač, imaš neko odprto pozicijo v tuji valuti. Zato, ker imaš margin account, ne Matej? Res je. Tako da recimo do tega lahko pride, moramo biti pozorni, da to poravnamo oziroma ne, za karkoli se odločimo. Lahko so pri teh brez provizijskih brokerjih, no in tudi pri ostalih, bomo lahko tudi čez strošek potem nakazili denarja nazaj na naš bančni račun. To pa mislim, da je več ali manj to. A imamo mi tudi kakšno ležarino, recimo, če ti denar leži na računu, recimo na Interactive Brokers, a kaj plačujemo za to? Ne več. To so tudi ukinali, ne? Tako, kar so šle obresti zdaj v pozitivno stanje, nobene valuta nima več ležarin. Ne? A je še to pozitivno, ne? Predtem je bilo pa to, ja. Predtem so bile pa na evre, so bile negativne obresti, pač, ki so prevalili na stranko. Na poradnika, ja. Kar je, mogoče ne moramo oditi pa obresti na pozitivno stanje, kar bi bilo fenomenalno, ne? Včasih, ko je bil Interactive Brokers pod UK-om, smo tudi to dobili, ne? Zdaj pa pač, ker smo pod centralno Evropo, teh obresti na pozitivna stanja, ne, pa zdaj ni. Torej na vpogled, recimo, ne. Tega ni, kot recimo na UK. A je še kaj takega skritega, Nikola, ti zihar veš, skriti stroški? Ja, potencialno imamo še tle, če govorimo samo o brokerjih, kakšnih strošek neaktivnosti, tako da to je definitivno potencialni še strošek, ampak stran pa od teh, pa večinoma te brokerji nimajo, če bi primerjali z slovenskimi, ker je pač cenik lahko na 15 straneh, ne, ni nekih dodatnih stroškov. Pač te konverzije so, na Interactive, če imaš cash account, torej če ne uporabljaš vzvoda, se tudi dela konverzija avtomatsko in ni dodatnih stroškov, ne, tako da se mi zdi to zelo v redu. Tečaji se dobijo na trgu, torej tržni tečaj dobiš, ni pribitkov pri teh konverzijah, tako da z tega vidika mislim, da je to zelo optimalen način, da je za te nizkocenovce. No. Kako je zdaj tržno in limitirano? Kako je najbolj smiselno, zdaj, ki si omenjal, oddati naročilo? Ja, to je čisto odvisno, zakaj gre. Jaz večinoma strankam, ki trgujejo ETF za nek dolgi rok, vedno rečem tržno naročilo. Zakaj? Zato, ker če nekdo da limitirano naročilo, pa se naročilo ne izvrši, pa tečaj potegne, pa pol, ja, pa nisem bil izvršen, pa zakaj nisem bil izvršen. Tako da tako rečem, če trguješ, pa varčuješ v ETF-ih, večinoma uporabljaj market naročilo. Če pa gre za bolj napredne trgovalce, pa je pa tle ne sam limit, pa tržno, tle pa 1000 drugih še naročil, ki jih tisti trgovalec že tak opozna in vse, tako da jaz bi večinoma rekel za tiste, ki varčujejo na dolgi rok, market, torej tržno naročilo, nimaš tveganj, da ti naročilo ne bo se izvršilo. No.
Matej, se strinjaš, kimaš? Ja, tudi recimo marsikdo bo gledal kakšen graf evropskega ETF-a, ne, in bo videl, da je samo par poslov par poslov preko borze oziroma da je razkritih. Ne. Za vse ETF-e je na trgu market maker, tako da kadarkoli se naročilo pojavi na borzi, je on tam stoji, da pri neki normalni ceni stranka to kupi. Tudi če zadeva zgleda skrajno nelikvidna, je v primeru ETF-ov vedno tako, da nekdo pač stoji tam in skrbi za to, da so naročila izvršena. Koliko pa mislite, procentualno gledano je aktivnih trgovalcev? Zdaj, pri kriptu vemo, da ljudje, nekateri bolj držijo recimo Bitcoin, ampak z drugimi coini pa mogoče malo več trgujejo in mogoče iz tukaj, da bi lahko se nekako navadili, da pa tudi bi na borzi več trgovali. Koliko je recimo, Nikola, teh trgovalcev aktivnih sploh? Ja, če gledamo našo statistiko, mi je tam približno 30% je aktivnih, med drugih 70%. Ja, v bistvu ni veliko, tudi nas preseneča to, ampak ljudje zaenkrat, pravim, je ta trend se pokazal, da ljudje enostavno držijo, kupujejo ETF-e. Eno je čisto za dolgoročni cilj, rečemo pokojnino, ker nalagaš vsak mesec pa na par mesecev, 200-300 evrov in pač to delaš. In vmes imamo ene take taktične investitorje, ki niso spet kupi in drži, ampak probajo malo taktično loviti neke, to ne govorimo zdaj o trgovanju, ampak neke srednjeročne premike. In se mi zdi tudi čisto osebno kot pač analitik, da smo mogoče v okolju pa 14 letih, ko smo imeli ta nekako centralne banke, ki so nam pomagale, po 14 letih počasi prihajamo potencialno v eno obdobje, ko ne bojo tečaji šli samo gor. In bojo mogoče vseeno trgovalci morali biti vsaj malce bolj aktivnejši, sploh tisti, ki trgujejo, investirajo za srednji rok. Pa srednji rok recimo 3 do 5 let. Ker bomo verjetno imeli kakšne skoke, pa bo se skupaj umiril in bo treba biti malo bolj taktičen in to tudi zaznavamo, tudi mi sami, veliko ljudi vseeno spremlja, gleda in je odziven, ni pa spet toliko odziven, kakor da bi zdaj bil zelo aktiven. Seveda imamo tiste trgovalce, ki zelo aktivno trgujejo, spremljajo dnevno, ampak ni pa to tak procent ogromen, tudi pri nas recimo. Zdaj, te časi so zelo negotovi, zdaj smo že kar nekaj časa, lahko rečemo, da smo zdaj že nekaj časa v medvedjem trendu. Malo smo šli enkrat vmes ven, pa smo spet nazaj odpadali. Skratka, smo recimo temu v nekem medvedjem trendu. Volatilnost je tudi malce bolj povišana, ampak ja, volatilnost je, tako kot sem pač tam napisala v teh izhodiščih, muza za trgovalce. To je dobro za biznis, a ne, Nikola? Ja, seveda, mi kot brokerji pač mi želimo, da je trg volatilen. Mislim, da tudi gospod Merlak enkrat povedal, da pač ti, ko imaš borzo, ti želiš, da je volatilnost, ker ti od volatilnosti živiš, ker bolj, ko se tečaj volatilni, več se trguje, več je seveda provizij. Sedaj, ta povezava je tako, da večinoma je volatilno takrat, ko trg pada, tako da dostikrat pol tudi ti neka vrednost sredstev strank ti upada, tako da ne želiš da videti kreša na trgu, ampak zagotovo pa umirjen trg se pozna tudi pri trgovalcih. Tako da ja, to, kar zdaj zadnje čase vidimo, je tudi plus za brokerje. Zdaj, če pogledamo tudi delnico Interactive Brokersa na simbole IBKR, vidimo, da je zelo blizu zgodovinskim vrhovom oziroma večletnim vrhovom, tako da se pozna tudi pri njihovem poslovanju. Tako da glede samega trga je pa tako, bi rekel Marja, v bistvu, če gledamo nekako evropske ETF-e, niti ljudje niso začutili neke te panike. Ja, berejo, vse gledajo, pričakuje se recesija, ampak glede na to, da je evro popustil, in večinoma ETF-i, ki pač pri nas stranke trguje, kot je IVDA in podobni, tako imajo 60% ameriških delnic, ki so v dolarjih in ta padec evro-dolarja oziroma rast dolarja jim definitivno precej pomagal. Tako da evropski investitorji niso toliko v strahu, dajmo tako reči. Američani, ja, ker je Nasdaq tam precej popustil, ampak tu spet, če si kupoval v evrih, recimo ETF na Nasdaq, mislim, da je SXR8 nekaj tazga, ali SXRV, pač je padel vse skupaj za 10-15% manj, kot bi pa, če bi kupovali v lokalni valuti.
pričakovanja so pa zelo negativna. No. Pač, ko jaz spremljam, gledam, skoraj vsak analitik, ki ima zdaj 5 minut časa, nekako pričakuje, da bomo v letu 2023 pa še videli še eno dno. Ne. Torej, recesija je pred nami, torej sedaj glede na to obresti gre gor, bomo imeli še eno recesijo in tisto novo dno naj bi bilo tisto dno, ki bi bilo pravo dno. Kaj bi bilo, če bi bilo, koliko enih pogojev. Ja, ampak mnenja tukaj so zdaj zelo različna. Eni pravijo, da bo Evropa zvozila brez recesije, drugi pravijo, da bomo šli v recesijo, eni pravijo, da smo že v recesiji. Mnenja so tako različna, da v bistvu človek ne ve več, kaj bi. Tako da najbolj, da počakamo, da bomo res imeli recesijo, pa da vidimo. Tako, mislim, jaz bi tako nekako rekel, v rangu 6 mesecev bomo verjetno ustvarjali neko lokalno dno. To je nekako splošno prepričanje vseh teh, ki se pogovarjamo, ki jih spremljamo. Tako da, če nekako razdeliš, pa ne timingiraš, pa nisi ravno aktiven, če si izbereš neko obdobje 6 mesecev, pa razbiješ na 5-6 delov, to svoje premoženje, ki ga imaš namen investirati, mislim, da ne bi smel veliko zgrešiti. Lokalno dno kje? Lokacijo mi povej, kje bo to lokalno dno? V Evropi, v svetu, v Ameriki? Ja, svetovno gledano, ne? Ko se bo centralne banke... Jaz sam vprašam, ne vem, kako imaš trgov. Svetovno gledano, ko se bo centralne banke, bo nekje marca, aprila, maja naslednje leto, naj bi ustavile te dvige obrestnih mer. Potem bomo verjetno imeli neko umiritev, čakam, da vidimo, kakšna bo ta recesija. In potem, ko bo začeti, če bo res recesija, bodo banke spet morale pumpati, spet bo treba dati denar na trg, spet bo treba oživeti gospodarstvo, ne? Potem bomo verjetno imeli tisto dno. Ne? Ampak glede na to, da trgi anticipirajo te premike 6 do 9 mesecev naprej, jaz verjamem, da bo trgi že to vnaprej poskušali anticipirati in bo to dno se ustvarilo prej. No. Zdaj, dno, vrh, kakorkoli, samo da dogaja, da je volatilno, to je tisto, kar v bistvu ustvarja biznis brokerje. Če gremo nazaj na brokerje. Ja, seveda. Ampak pazi, stop, to je super za vaš biznis, za biznis brokerjev, po drugi strani pa ravno, ko je to volatilno obdobje, tukaj investitorji naredijo ogromno napak. A ne, Matej? Ja, ker je to obdobje, ko se običajno vsak misli, da bo z aktivnim trgovanjem se boš odrezal, lahko je to, lahko je pa čisto, da se ob negativnih novicah naredi neka panika in ljudje zapirajo pozicije, skačejo ven iz tega, imajo davčne učinke in tako naprej. Tako da za ameriški trg vemo, da so prav raziskave z vidika na področju vzajemnih skladov, da zelo majhen procent oziroma praktično nihče ne doseže donosa, ki ga dolgoročno ta sklad naredi. Ravno zaradi tega, ker v paniki začnejo stvari prodajati, in je to napačen trenutek za nekaj takega. Takrat, ko pa zadeva raste, je pa treba porabiti vse prihranke in nesti čim prej na trg. Mislim, če lahko tle dodam, to se strinjam, to je definitivno statistika je. Zato je pa zelo pomembno pri investitorjih, da se zavedajo, kaj lahko pričakujejo. Če ti veš, da bo korekcija, če ti veš, da pač kakšna je statistika, da ne. Če gledamo 20 ameriški trg, če gledamo 20 let, nikoli ni bilo negativnega obdobja v 20 letih, zadnjih 100 let. Tako da, če to vse veš, pa veš, da pričakuješ, to pol ni panike. Ampak problem je, ker ljudje to vejo, pa prvič pride do ene korekcije, 20-25%, pa kaj pa če bo še padl, in pol začnejo spreminjati te svoje naložbene odločitve in potem prihaja do teh problemov pa napak. Tako da jaz pravim, tle je zelo pomembno to izobraževanje, da veš, kakšen imaš cilj, da veš, kaj se lahko zgodi in da si na to pripravljen. Če pa tega nimaš, pa v bistvu si toplo hladno. Malo bi tako, ko gre trg gor, bi bil investiran, ko pa trg pade, pa ne bi bil. Ja, to bi vsi mi tako radi bili. No, Nikola, ampak to se mi zdi, da je en tak simptom neizkušenih vlagateljev. To pride z leti, z izkušnjo. Jaz mislim, da je potrebno za vsakega vlagatelja, da izkusi to bolečino izgube.
A ne, Se ker, strinjam, pol, se ker strinjam. potem greš lahko samo od te točke naprej. Zgubiš tudi malo to samozavest, ker te mladi se mi zdijo, da grejo tako samozavestno v vse zgodbe, mi smo najboljši, najjači, mi vse vemo. Ta pretirana samozavest jih more, no, pa se sliši, da je to grozno, pa noče biti zakaj ena grozna bumerka ali pa ena mama, ki teži otrokom, ampak zdi se mi, da je to ena taka res dragocena lekcija. In to smo mi vse izkusili, ti, jaz, Matej, vsi mi smo to izkusili, to bolečino. Mislim, da na zadnjem dogodku Andraž zelo lepo povedal. Ne? Pa to ni samo za Slovence, mislim, da je za vse. Super v teoriji, vse vemo, ampak smo v praksi slabi. Ne, tako da je in tle isto. Ne. Vemo vse, kaj se lahko zgodi, kako se vzima, pa ko enkrat vidiš svoj portfelj minus 30, minus 40, zmrzneš. In kaj pa, če bo minus 50, minus 60, ne, in pol ne veš, kaj narediti in to takrat je najslabše. Drugače pa za kripto bi pa tako rekel, mislim, da počasi tudi ta generacija dobiva te izkušnje. No. Ker mislim, da tisti, ki so začeli, pa so v kriptu že dolg časa, verjetno so še vedno v plusu, ampak te ljudje, ko so malo kasneje prišli, pa mislim, da so se že kar opekli. Tako da tudi oni postajajo malce bolj izkušenejši in niso več toliko, gremo sam all in, sam bo šlo gor. Jaz se s tabo strinjam, ampak po eni strani pa mislim, da je vseeno izkušnja s kriptotrga malce drugačna kot izkušnja na borznem trgu. Po drugi strani pa tudi menim, da kriptotrg res ni še v okusu pravega medveda, delniškega medveda. To, kar imamo zdaj, je medvedek. Prihaja pa grozen medved. Povej, Matej. Ne vem, če bi rekel. Mislim, medvedji trend je, ki pada zadeva za 20%, pač tehnično gledano, in kripto so konkretne izgube. Pa mislim, da tukaj jaz ne vem, če bi rekel lih izkušnje. Lahko si 40-50 let na trgu, pa če si vsakič, ko si šel skozi medvedji trg, nisi na psihologiji nič naredil. Ne? V praksi vsak ve, kaj mora narediti. To sploh ni problem. Ampak tukaj je problem psihologija, da v napačnem trenutku napačne stvari delaš. Ne? In to je pa zelo težko, to je čisto neka druga stvar in marsikdo ne bo v 30 letih na trgu te psihologije osvojil, da bolj mehanično stvari dela. Marsikakšen trader bo tudi priznal to, da psihološko se na tem trgu ne znajde in se je zatekel s sistematičnim orodjem oziroma sistematičnemu trgovanju, kjer diskrecijsko ne more posegati not in na ta način stvari rešuje. Tako da tukaj gre bolj za to, kako ti narediš v bistvu ta pristop, da se na podlagi izkušenj svoje te šibkosti nadzoruješ oziroma jih rešiš in obstajajo danes orodja tudi za to. Ne. Pa še ena stvar mogoče, če dodam, ne. Ni samo padec cene tisti, ki je zelo boleč, ampak čas medveda je boleč, po mojem mnenju. Ker od leta 2009 smo mi imeli padce, ampak se je tako hitro vse odbil, da nismo niti začutili tega. Tudi ko je bila korona padec, smo se odbili v 2 mesecih, pa smo bili nazaj na tistih nivojih. Problem je, ko 2 leti pada, ali pa 3 leta, 4 leta, recimo 2000 do 2003. Tisto je boleče, ko dejansko zgubiš zaupanje v to, da boš kadarkoli že videl mogoče nek plus. Ne? In tega mogoče na kriptu še ni. Ne? So te začetki, ne? Ampak če pa to traja leto, 2, kar nekateri spet projecirajo, spet to je neko mnenje, ne? Potem bi pa znali to biti pravi test tudi tega trga. Ne. Tako da to je po mojem najbolj boleče. Ne. In kar nismo videli že dolg časa tudi na delniških trgih. Res je, ampak zgodovina uči, da tudi to obdobje prihaja. Kdaj, ne vemo, a ne? Ampak konec koncev, kaj se pa takrat dogaja, recimo, ko se ljudje nekako ujamejo v tem malce dolgoročnejšem medvedu in ne znajo oziroma zgubijo voljo do investiranja. To smo v Sloveniji videli dejansko po letu 2008. Ljudje so zgubili motivacijo za investiranje, spomnili so se, da borza obstaja, katerega leta že, zelo pozno, ko je bilo že vse na vrhu. Kaj pa recimo takrat z brokerji dogaja? Kako takrat brokerji v bistvu živijo, recimo? Ja, tudi pač se opazi upad prihodkov, to je definitivno, ne, ker kot pravimo, manjša aktivnost trgovalcev, investitorjev, pa tudi manj denarja, ker seveda upada to premoženje in ljudje so dostakrat bolj zmrznjeni. Mislim, da je tudi takrat, ko je Toni Jukić bil na podcastu, to zelo lepo povedal, ne, dejansko tiste največje stranke, ko
ti to naredijo, pa imaš težave in pač seveda so načini, pač dobiš nek nov inflow, seveda kot v ostalih industrijah probaš povečati z novimi prilivi, ne. In drugače pa najlažje, kakor jaz, to je moje neko verovanje, je, da pač izobražiš stranke in probaš na nek način jih nekako, da prepreči, da pride do tega, ne. Zdaj, to z nekim izobraževanjem, z nekimi analizami, z nekimi napovedmi, tako da nekako probaš jih nekako obvarovati, dajmo temu reči, da pride do tega, ne. Glede na to, jaz sem že 15 let, pa mogoče več v tem, mislim, da sem videl marsikaj, ne, tudi Matej, ti tudi, ne. Tako da seveda poskuša že, na koncu stranka bo naredila to, kar bo naredila, ne, ampak hoče to povedati, da verjetno je pa veliko večji delež je informiranih, izobraženih, po mojem mnenju, investitorjev danes, kot je pa to bilo recimo 10 let, 15 let nazaj, ne. Se pa še vedno pozna ta bikovski trend, ki je bil zadnjih 14 let na delniških trgih, ne. Ljudje še vedno menijo, da enostavno bo šlo sam gor, ampak mi moramo vedeti, takrat so bile obresti nične oziroma so šle proti nič, sedaj smo pa popolnoma drugem okolju. In po 14 letih prvič, da centralne banke niso na naši strani. In to se je treba zavedati. In ko bojo centralne banke spet ponovno na naši strani, lahko potencialno razmišljamo o nekem novem, dolgoročnejšem biku. Ja, vse to so tudi centralni bankiri jasno in glasno komunicirali, nismo na strani. Pa tudi ustvarjali so to rast. Seveda so ustvarjali, ja. Vse te kriptovalute, NFT in ostali trgi so nastali zaradi te likvidnosti, ker enostavno denar nekam mora iti. In obveznice, ki je ogromen naložbeni razred pač ni nosil nič oziroma imel negativne donose, sploh če so trgovali ETF-e na obveznice, tako da nekam je denar mora iti in pač denar išče neke nove, ne. Išče pot in jo tudi najde nekje, ali v NFT-jih, ali v kakšnih drugih zgodbah, ali v kriptu, ali na borzi, ali pa v kakšni obveznici Nove Ljubljanske banke po 11%. To je čisto neumestno, se opravičujem, ampak res se dogaja tudi precej zanimivo dogajanje na obvezniškem trgu. Mogoče bi tukaj vseeno omenili nekaj novitet, ki jih pred leti ni bilo, zdaj so, recimo frakcijsko trgovanje, to se zdaj zelo veliko izpostavlja, tudi recimo to možnost ponuja Interactive Brokers, to možnost ponuja Trade Republic. Iskreno povedano moram priznati, da ne vem, če slovenski brokerji to ponujajo. Jaz mislim, da ne. Frakcijsko trgovanje. Mislim, da BKS-u, da te opcije ni. Ampak ja, to je tudi spet en orodje, recimo temu, da v bistvu privlečeš v bistvu ta retail money, ta denar malih vlagateljev na borzo. Ja, mislim, točno to. So niti Interactive Brokers, ne vem, če ima za vse, že za Evropo, nisem čist prepričan, ampak... Za nekatere ETF-e, izbrane ETF-e. Ja, tako je. Pa za ameriške delnice. Ja, tukaj je zgodba ta, da dejansko, če se pogleda to statistiko neobrokerja, one se lahko vidi, da je povprečna stranka, je njen račun velik med 4 pa 6 tisoč dolarjev. Mislim, da je okrog $6,000 zdaj številka, vprašanje, če ni nižja na podlagi teh padcev zdaj, ampak to je konkretna razlika med brokerji, kot so TD Ameritrade, Interactive in tako naprej, ker gre to od 10,000, lahko tudi 100,000 pri določenih brokerjih. In absolutno samo na ta način lahko toliko malim strankam odpreš pot, da trgujejo in ustvarjajo zate prihodek, če gledaš to z vidika brokerja. Pa to z vidika brokerja, tako ker ljudje lažje reče, bom investiral 300 evrov, bom investiral 500 evrov in se ne rabi ukvarjati s tem izračunavanjem, koliko je tečaj, to je toliko lotov, 500 evrov, sistem ti sam razparcelira, večinoma ti bo investiral ti bo ves denar, ki si ga nameril in to je super. In to je nekaj, kar je po mojem mnenju prišlo iz kripta. Ker na kriptu smo kar naenkrat samo denarju se pogovarjali, 500 kupiš za 1000, kupiš za 500, kupiš za to ne več, kupil bom 0,1 ali pa 0,1 Ether ali pa ne vem, kakorkoli, ne. In nekaj časa, ko smo bili na teh brokerjih, ti dejansko na brokerjih, tudi na kriptu, ti sploh ne vidiš tako pozicij lepo, veš, kot vidiš na Interactive Brokersih. Ko kupil sem toliko lotov, po poprečni ceni toliko, moj unrealized oziroma nerealiziran dobiček je toliko. Jaz, kot vem,
brokeri, ki so kripto, vidiš samo vrednost računa. Ne? In pač koliko sem pa jaz naredil plusa, niti malo ne veš. Ne? Tako da vse skupaj moje tudi malo prišlo iz tega, da se poenostavi, ker ljudje, kot jaz vidim, kot kupujejo ETF-e, so zelo narejeni na količino denarja. Jaz bi rad investiral 500 evrov. Ok, 500 evrov pišeš, sistem ti izračuna in kupiš. Tako da to je ta poenostavljenost, ki se pač tudi klasični brokeri, če lahko temu tako rečem, so se nekako prilagodili. Ne? Se Nikola, zakaj pa mora biti zmer to tako komplicirano? Zakaj ne bi mogli biti take simple, enostavne poenostavitve, ki v bistvu spodbujajo ljudi k temu, da naredijo nekaj za svojo prihodnost? Meni se to zdi odlična rešitev in tudi spodbuja ljudi k temu, da pač investirajo tako, kot njim paše. Ta opcija bi mogla biti na voljo. Ja, sej, to se strinjam. Sistem, spet, če se vrnemo nazaj, sistem ni tako narejen. Ne? Pač, če ti v Sloveniji kupaš delnico, zdaj je to drugače pri Trade Republic, ampak če ti kupaš v Sloveniji delnico, bo ta delnica knjižena na tvoje ime pri KDD in ne more biti del delnice knjižen na tvoje ime. Ne? Zdaj, to je možno šele, ko delaš ti sicer na ločenih računih za stranke, ampak gre vse in to za skupen račun stranke in delnica ni v tvojem imenu, je načeloma v imenu vseh je strank, ampak ni pa to pisano na te, to lastništvo čist po vsem starem sistemu. Pravno imaš vse pravice, je pa nek umesen člen, ki v preteklosti ni bil pač popularen oziroma ni bil zdaj nisem čisto dobro razumela. Lastništvo ni napisano, če kupuješ kaj konkretno? Ja, če kupaš Slovenske delnice? Če kupaš pri slovenskem brokerju, bo ta delnica na KDD-ju upisana s tvojim imenom. To se pravi, boš razviden tudi v delniški knjigi. Ja. Če pa kupiš to preko Trade Republic, bo pa ta delnica ne bo vidna v KDD-ju, ampak bo vidna kot na nekem skrbniškem računu, ki je skrbniški račun market makerja. Ali pa nekoga tretjega. No, to sem ravno danes vprašala Osvalda Zalharja in on pravi, da v bistvu Clearstream drži vse delnice. Ta Clearstream, ki pa je v bistvu, kako se reče temu, klirinška družba, Tako, ja. ima delnice na KDD-ju. Je pa jasno razvidno chain of ownership, se pravi veriga lastništva, tako da te podatki so dostopni. Sem še nekaj zadev drugih vprašala vezano na to, ali se lahko udeležuješ skupščin, ampak tega odgovora zaenkrat še nisem dobila. Sej, isto ima tudi Interactive Brokers. Tudi kupiš delnice pri Interactive Brokers, ni na tvoje ime. Ne, ampak je na tistem imenu Interactive Brokersa pri klirinški družbi in pač oni interno pač vejo, kdo je lastnik te delnice in pač legalno imaš ti vse pravice, do dividend, do glasovanja na skupščini in vse. Tako da, če gledamo čisto tehnično. So pa to vse segregirani računi in v primeru bankrota ali pa propada brokerja je ta denar ločen, če ni kriminalnih dejanj. Spet, če se vrnemo na začetek. Če ni kriminalnih dejanj in če broker propade, se ta denar oziroma te vrednosti papirja enostavno prenesejo na drugega brokerja. Ja, tudi kar se tiče teh dividend, to smo slišali v posnetku, ko je rekel Osvald, da so dividende normalno izplačane neposredno na vlagateljev račun. Razen seveda, ko gre za primere za akumulacijske sklade, ki kotirajo na borzi, se pravi v teh primerih, to pa že itak vemo tudi z podcasta s tabo, Nikola, ki smo ga delali o ETF-ih, se pravi v tem primeru se pa dividende reinvestirajo, torej se ne izplačajo. Ampak konkretno pri teh delnicah podjetij, ki izplačuje dividende, se pa to nakazuje na naš račun. In potem seveda, če je tega zelo veliko, imaš lahko zelo veliko težav pri izpolnjevanju formularjev za davkarijo, sam če lahko dodam. Tako, ja. Pa tudi ne vem, kako je mogoče vprašanje tudi za Osvalda, kako je z delnicami, z dividendami, recimo ameriških delnic, ki kotirajo na nemški borzi. Recimo, če te, ne vem, Apple ali pa ne vem, Intel ali pa kjerkoli ameriška firma izplača dividendo, a je Apple tudi ameriški davek odtrgan tam ali ni? Ali plačaš polni davek.
To je mogoče eno vprašanje, Ki ga Ja, bilo zanimivo. ga bom vprašala, pa bom naredila en v bistvu članek o tem. Recimo na Interactive Brokersih je pač koncept, da imamo ta sporazum, se podpiše en obrazec za sporazum v preprečevanju tega dvojnega obdavčevanja in če ameriška firma izplača dividendo, plačaš 15% tukaj in 15% v ZDA, pa razliko do naših 25 trenutno. Zdaj ne bi špekulirala, ampak jaz predvidevam, da te zadeve imajo tudi Nemci zelo dobro naštudiran, glede na njihov karakter, če sem zelo lahko taka. Verjetno, ja. Ampak dobro, bomo preverili tudi to. Okay, zdaj, marsikdo razmišlja, tudi dobila sem kar nekaj vprašanj, ravno zaradi prihoda teh neobrokerjev in drugih cenovno ugodnejših opcij. Zdaj bi pa mi zamenjali brokerja. Kaj vidva si mislite o tem, kako potekajo te stvari, ko se ti odločiš za menjavo brokerja? To je verjetno veliko več telovadbe, veliko več akcij, veliko več nekega tudi stroškov konec koncev in se mi zdi, da vsem ta prvi korak izbira brokerja je najbolj pomemben korak, ravno zaradi tega, da ne bi pa ti to spet menil čez 5 let, ne? Ja, kar se jaz spomnim, ko sem zadnjič gledal recimo eToro pa Trading 212, ne, so delnice tako kot smo pa govorili, na teh skupinskih računih. In prenos ni mogoč na nekega druga brokerja, dočim v primeru Interactive je možno narediti prenos, pač omogočajo, je pa to predstavlja določene stroške, da te prenose narediš. Tudi slovenski brokerji so se v preteklosti velikokrat znašali s temi stroški in na ta način tudi zaslužili s temi prenosi in tako naprej. Mogoče tle sam, ne vem, informacija, če ti prenašaš iz Interactiva ven, mislim, da ni stroškov. Je pa strošek, če prenašaš recimo iz slovenskega brokerja na Interactive Brokers, pa imajo slovenski brokerji strošek prenosa. Zdaj sam proces je tak, da stano treba je pač povezati oba brokerja, jih skomunicirati to z pač predstavnikom enega brokera, s predstavnikom drugega brokerja in pač oni dva pol to skomunicirata in se delnice prenese. Tako da ni toliko zakompliciran, kot je včasih bilo, bi rekel, ne. Tako da je pa treba nekaj malo telovadbe pa treba narediti, ne. Zdaj pa glede Trade Republica pa mislim, da to mi je pa zanimivo, zdaj Matej, kar si povedal, ne, da oni imajo tudi tako skrbniški skupni, pri njih se pa da narediti ta prenos, ne. Tako da to je nekaj zanimivo, glede na da Trading 212, kot si povedal, tega ne omogoča ravno zaradi tega skupnega računa. To je recimo ena taka informacija, ki je tudi zanimiva, ne. Tako da na Trade Republicu lahko tudi preneseš, kakor sem zasledil, te delnice, ne. Kljub temu, da je ta skupen račun, ne. Ja, mislim, da je Osvald nekaj omenjal, da je treba dodatno nekaj plačati za knjižbo v tvojem imenu in poljo po moje lahko preneseš, drugače pa dvomim. No. Zdaj lahko, da sta eToro pa Trading 212 kaj vmes že spreminjala, ampak zadnjič, takrat, ko smo imeli delavnico, je bilo, da prenosi niso neomogočajo. Pač pa moš prodati, ne, in kupati istočasno nekje druge, kar sicer ni taka težava, ima pa to davčen učinek, ker se ti prekine to obdobje varčevanja oziroma ta obdobje, ko se ti davčna stopnja niža. Tako da, če poenostavim, povzamem, sam prenos ni več toliko zapleten, neki stroški niso toliko veliki, ampak se to da dokaj enostavno to zrihtati. Ja. Ok, gremo še zaključne misli, dajmo malo pogledati, kaj se dogaja trenutno na trgu, kako vidva to gledata, kje vidita priložnosti, vem, da Nikola, da se tebi mudi, tako da... Ne, glih sem pogledal na tečaje, veš, ko se zeleno danes, pa sem rekel, ajde, ne, super, končno malo spet. No, ti si zdaj ti na trgu gledaš, kaj dogaja? Seveda, jaz sem vedno ene kramem sam platformo in zaenkrat je vse zeleno, super. Tako da, ja, v bistvu imamo to sezonsko komponento, ki je zelo pozitivna v tem zadnjem mesecu, torej novembru, decembru. Bo pa veliko odvisno od zasedanja Feda 14. decembra in tam bom videl, ali bo spet sesul trge ali ne. Do takrat naj bi nekako vse skupaj bilo pozitivno, glede na to, da inflacija je začela malce popuščati, tako da saj nekega pozitivnega učinka imamo, ne. Imamo pa druge probleme spet z Rusijo, pa s tem capom nafte, pa tako naprej, tako da
veliko še enih potencijalnih negativnih dejavnikov lahko vpliva. Ampak vsaj zaenkrat trg se je nekako stabiliziral in absorbiral vse te negativne novice. Ajde, ampak mi smo zdaj dolgoročni vlagatelji. No? Zdaj, veš, ti si meni zdaj povedal, kaj danes dogaja. Mene zanima, kako naj investiram denar dolgoročno, ker če greš na borzo, greš dolgoročno v to zgodbo. Okay. Ajde, da mi povej za 5 let. Mesečno investiraj. Mesečno. Ne rabiš tamingirati. Danes sem bila z enim predsednikom uprave večje družbe, sva se malo pogovarjala in sem ga vprašala, kako pa ti kaj investiraš, ne? In je rekel, jaz kupujem samo S&P 500 ETF, that's it. Torej, v bistvu na dolgi rok ni slabo delo, ne? Vsaj zaenkrat, ja, tako, to je res, ne? Tako da, če se nočeš s tem ukvarjati in vse, pač enostavno mesečno daš, ali daš nekom drugem za upravljanje, to je druga zgodba, ampak drugače pa ne timingiraš, izbereš eno periodo, če imaš ta cash flow, seveda, ne. V bistvu, vse je super, ko govorimo o tem dolgoročnem mesečnem. Problem je, ko ima ljudje en fiksen znesek, so tudi vidva vesta, ne, ko ima nekdo fiksen znesek in kaj bi on s tem naredil. On to zdaj težko mesečno razbije, on bi rad to investiral zdaj, ne. In tle treba pa malo fines, malo bolj taktično, vseeno malo nek timing uporabiti, ne. A to govoriva o večjem fiksnem znesku, recimo Tako. 10, 50, 100 tisoč evrov. Jaz Recimo, poznam ja. zelo veliko ljudi, ki ima zelo veliko denarja in ne ve, kaj s tem denarjem početi in dejansko kupujejo stanovanje po tekočem traku. Ne, kljub tem norim cenam. Ne. Ampak dobro, zdaj tlele predvidevam, da naši poslušalci nimajo težave z ne vem, kam investirati $500,000 ali milijon, ne. Deva reči recimo eno malo manjši znesek, katere sektorje panoge se ti recimo zdijo za obdobje 5+ zanimive. Jaz bom tako rekel, jaz večinoma stranki rečem, da ne rabi komplicirati. Tako da globalno razpršen ETF in ne moreš, po mojem, ne moreš narediti napako. Ker kaj se zgodi? Jaz si zdaj rečem, recimo energetski sektor, čez 5 let, ki pač ima dober potencial, in potem se glih zgodi, da v naslednjih 5 letih, ne vem, IVDA naredi plus 40, tisti sektor pa naredi plus 10. Ne? Tako da jaz mislim, za večino, za 95% ljudi ne rabimo preveč komplicirati. Ti, ko kupiš, ne vem, globalno razpršen sklad, dobiš noter informacijsko tehnologijo, dobiš vse sektorje, kupuješ največje firme, tako da jaz mislim, za nekoga, ki ni ravno dnevno v to ali pa tedensko vpleten, ne rabi preveč komplicirati. Ne? In jaz mislim, da večinoma, kar želiš, je, da zadeneš smer splošnega trga. Zdaj, to je to. Danes smo že nekajkrat omenili Andraža Grahka. Jaz moram reči, da je bila to ena od prvih epizod o borzi, ki sem naredila z njim. Je točno to povedal. Investiranje ni znanstvena fantastika. Daš v globalno razpršen ETF in je to. Če pa hočeš začeti, pa izbiraš potem tiste bombončke oziroma začimbice, s katerim boš začinil svoj portfelj. Je bil pa to epizoda snemana marca 2021, vroča borza, podivjanje vlagatelji, seksi naložbe in kanček črnega humorja. Mislim, da je ta zelo aktualen še danes in tukaj zelo veliko zanimivih stvari slišimo, tako da zelo priporočam, da to poslušate. Matej, daj še ti povej, kako pa ti gledaš na trge danes? Bi se strinjal s tem, kar sta povedala. Dejansko portfelj mora biti diverzificiran, zaradi tega, ker imamo obdobja, ko dela nafta, imamo obdobja, ko delajo varni sektori, kot so Walmart in podobno. Imamo obdobja, ko dela tehnologija in zadeti ta prav trenutek, pač bolj kot ciljamo, večja je verjetnost napake. Zato pač z večino portfelja nima smisla pač iskati različne naložbe oziroma različne stock pike in sektorje in najboljš diverzificirati. Kar se trga tiče, pa tako, da se mi zdi, da je neka večja nevarnost, da se v ozadju nekaj dogaja, kar niti ne vemo. Ne. Zdaj, se mi zdi, da je to največji strah. Večina bo sicer gledala Fed, večina bo gledala inflacijo in podobne stvari, je pa v zadju dejstvo tudi obrat obvezniških krivulj oziroma yield curveov nakazuje, da se v zadju nekaj dogaja, da vlagatelji vežejo sredstva, da porivajo sredstva v ameriške obveznice, tudi na nemški krivulji smo videli obrat, kar pomeni, da vlagatelji ne zbirajo kratkoročnih naložb oziroma kratkoročnih obvezniških naložb, ki bi pomenile
hranim denar za naslednje 3 mesece ali pa za naslednje 2 leti, ampak denar sili v 10, 15, 20 letne obveznice, kar pomeni, da so vlagatelji želijo ta denar hraniti bistveno dalj časa oziroma ne vidijo potrebe, da ga bodo rabili čez pol leta. Tako da se mi zdi, da je tukaj največja nevarnost za nekoga, ki gre sedaj z vsem premoženjem na trg, da se lahko zgodba že v parih mesecih povsem spremeni, lahko pa da se ne. To je zdaj tukaj največji problem. Ampak videli smo 2008, da so bile pričakovanja oziroma da smo vlagatelji gledali čist druge stvari, medtem ko so se v zadju stvari premikale, ki jih niti nismo razumeli, pa smo spremljali te stvari. Ne bi jih mogli vedeti, pa jih še marsikdo, ki je bil še dalj časa na borzi, takrat ni razumel. Ja, v bistvu smo v enem takem čudnem obdobju, da v bistvu je težko nekaj dati, neke konkretne nasvete, ampak se mi zdi, da ta nasvet, globalno razpršena košarica, nekako funkcionira v dobrih in slabih časih. Mogoče ni najbolj, recimo temu seksi ali pa recimo temu adrenalinska ali pa da bi bila neki, s katerim bi se lahko pred prijateljem na pivo pohvalil, lej, kaj sem jaz naredil, ampak je pa nekaj, kar ti da nek temelj. To se mi pa tudi zdi, da nekaj šteje pod črto, se mi zdi. A ne? Se strinjate? Se popolnoma strinjam. Popolnoma se strinjam, pač, če želiš tisti bombonček, si dej 5, 10, 15, kolikor si vsak zbere procentov portfelja za te zadeve, ki so pač zanimive, če te to seveda veseli, da spremljaš, da se lahko pogovarjaš. Drugače pa ti skor, pa če gledaš dolgoročno, ne, pač pustiš v IFDA ali pa če vzameš All World, ne, ker je še zdaj Kitajska, se to pač itak vemo, vzameš lahko od Vanguarda ali pa tudi od iSharesov, EUSQ je simbol, pa da še zraven malo Azije ekstra, pa recimo tudi tam proba špekulirati. Drugače pa če hočeš bombončke, pa tudi za to je nekaj prostor. Sam naj ne bi bil prevelik. Ja. Kakšen boomer si, Nikola. Nujno ne smeš vsak dan gledati. Ne morem biti mlad, če nisem več. Ti se imaš za traderja, se hecam. Ja, dobro, to je drugo, to ne gremo v to področje. Se hecam. Povejmo, te nekaj si povedal. Ja, nujno ne smeš vsak dan tega gledati. Absolutno, a si predstavljaš ta šok? Nujno pač je manj, ko gledaš svoje naložbe. Le bom ugasnil, zdaj na tem ekranu bom ugasnil. Hvala. Jaz mislim, da imam Nikola profesionalno deformacijo, po moje sanja tečajnice. Ne, se sanjam. Jaz sem bil 24/7 v tem, 17 let sem že na trgih, vse verjamem, da tudi Andraž, Matrej, vsi smo podobni. No. Ko si enkrat noter, si noter, vse sama veš, tako da... Pač, ampak to je način življenja, če lahko temu tako rečem. Smo se pa ravno pred začetkom pogovarjali o naftnem sektorju, pa da zdaj mogoče prehaja nov obrat, si videl nafto. Nisem nočem pogledati, hvala lepa. Ja. Ne vem, bom pa zdaj pogledal. No, daj pogled, pa nam povej, daj še nam povej. Ne, pač, ja, nafta je malce padla, volatilno. Mal je padal, čez pol ure mal je šlo gor. Ne, tako govorimo o parih dolarjih, to zdaj za nek dolgi rok ni tako pomembno. Ja, nič, ne bom vaju več zadrževala, vem, da imate življenje tudi izven tega, kar se tukaj dogaja, borze in pa manihava. Upam, da žal ne bo gledala tega. Ona more to gledati, ona se mora tudi izobraževati, tako kot vse ženske tega sveta. No, se vem, da se. V glavnem, najlepša hvala za super debato. Seveda mi bomo trg spremljali, ne samo borzni trg, ampak tudi dogajanje na trgu brokerjev, pa tudi konec koncev trgu upravljalcev DZU. Tukaj smo videli kar nekaj zanimivih preobratov v zadnjem tednu tudi pri nas v Sloveniji, tako da zagotovo nas čakajo zanimivi časi in nam ne bo dolg čas. Najlepša hvala, Nikola in Matej, za današnjo super debato. Hvala za povabilo. Hvala vam. Dragi gledalci in poslušalci, hvala, da ste bili z nami. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.